okupiral nas je prevodnik in električno polje v bližini prevodnega telesa. Smo pa vmes že večkrat omenjali še drug tip prevodnika, oziroma drug tip snovi, to je pa izolacijska snov, oziroma snov z kroničnim, bi lahko rekli, pomanjkanjem prostih nabojev. No, to so izolacijske snovi, izolanti. In smo že tudi takrat povedali, da pravzaprav neke jasne ločnice med prevodnikom in izolantom nimamo. Da to zadevo zaenkrat kategoriziramo bolj, bi rekel, povedno z besedami, da rečemo, da so snovi z veliko in snovi z kronično malo prostimi naboji. Kasneje se bo tudi, bi rekel, ocena snovi kot bolj ali manj prevodne izluščila. Torej, začenjamo z temo izolant oziroma dielektrik in električno polje. Verjetno si predstavljate, da je tem oziroma vprašanj na to temo ogromno in da jih bomo tule samo nekaj odprli. Nekaj tem, neke teme bomo odrinili za kasneje, nekatere boste pa slišali tudi v nadaljevanju vašega študija. No, morda najprej o terminih izolant, izolator, izolant, dielektrik. No, velikokrat nastopata izolant in dielektrik kot en drugemu za sinonim, kot soznačnica, čeravno ni, bi rekel, to povsem res. Kaj pa vem, ugotovili bomo, da je voda zaradi svojih polarnih molekul dielektrična snov, ampak je prevodna. Bolj ali manj prevodna, distilirana voda je manj, običajna voda, je bolj prevodna, morska voda še toliko bolj, zaradi ionov. Torej, velikokrat pa deluje, ta dva pojma nastopata kot sinonim. Rečemo, kaj pa vem, če imamo neko gumo, lahko rečemo, da je to izolant, lahko rečemo, da je to dielektrik. Tako, bo pa skozi, bi rekel, pogovor se to počasi, bi rekel, izčistilo. Tudi tule, ko rečem električno polje, imamo zdaj v mislih verjetno elektrostatično polje, čeprav bomo vmes kdaj že tudi rekli, kaj če je pa polje spremenljivo, morda izmenično. Že danes bo taka prilika. No, seveda, če je polje časovno spremenljivo, se pojavljajo še novi učinki, tudi efekti, rečemo dielektrično segrevanje, ki smo ga že malo omenjali, in še kaj drugega. Tako da, bi rekel, zadeve nekako postopoma spoznavamo. No, tole razpravo bomo začeli pravzaprav z po neki analogni poti kot razpravo prevodnik in električno polje. To se pravi, imejmo neko primarno polje, neko prvotno, začetno polje, ki ga določajo naboji, zdaj tudi na naših prevodnih telesih ali izven njih. No, in zdaj, če v tak prostor vnesemo neko izolacijsko telo oziroma telo, kateremu kronično, bomo rekli, primanjkuje prostih nosilcev, če tako telo vnesemo v polje, se zdaj dajmo malo vprašati, kaj pričakujemo oziroma kaj bi se lahko zgodilo. Tako. Zdaj, če bi bila ta snov, rečemo, kapljica vode,
potem jaz lahko ta prostor nekako si mislim zapolnen s takimi dipoli. To se pravi, na vsak tak dipol bi deloval navora. To se pravi, bi lahko govorili o orientiranju, o sukanju teh osnovnih celic. Zdaj, če bi bila pa to kakšna druga snov, rečemo kakšen plastelin, kakšna guma, plastika, potem bi pa na naboje, ki so v tej snovi, delovala sila, to se pravi na plus naboje sila rečemo v eno smer, na minus naboje v drugo smer. To se pravi, če bi vzeli morda pred oči en atom, ki ima jedro in elektrone, potem bi se verjetno morda dogodil nek zamik minus strukture proti plus strukturi teh nabojev. Ker so ti naboji, bi rekel, trdno vezani na jedro, se verjetno ne bi zgodil premik nabojev izven ali pa iz atoma, ampak samo manjši premik znotraj njegovega prostora. Zdaj, če bi bila ta snov, rečemo, kaj pa vem, kakšen kristal, rečemo natrijev klorid, kuhinjska sol, potem imamo noter ione. Verjetno bi na te ione delovala na plus sila v eno smer, na minus sila v drugo smer. Seveda, ker ima pa ta snov verjetno tudi kaj prostih nabojev, rečemo prostih elektronov, bi se verjetno tudi to dogajalo, da bi, rečemo, nek prosti elektron se premaknil v nasprotni smeri električnega polja. Samo pri takem odzivanju, ki bi bilo podobno pravzaprav kot je odzivanje pri prevodnikih, to odzivanje bi bilo pravzaprav ne tako hipno, kot smo takrat rekli, reda 10 na minus 15, 116 sekunde, ampak bi to pri nekem izolatorju trajalo dosti dlje časa, lahko tudi reda nekaj sekund. No, da bi zdaj tele stvari morda malo, bi rekel, predstavili, bi morali spregovoriti o mehanizmih odzivanja takšnih snovi na električno polje. Torej, bi takle podnaslovček dal načini odzivanja oziroma polarizacije. No, 3 načine bomo predstavili. Eno je dipoljska polarizacija. Drugo je elektronska. In tretja ionska polarizacija. Torej, načini odzivanja nabojev v izolacijskih snovi na električno polje nekako klasificiramo v 3 tipe. In bomo seveda zdaj vsakega posebej predstavili. Dipoljska polarizacija, o njej smo že govorili, če se spomnite, v okviru dipola in navora na dipol. To se pravi, gremo k prvi točki AT1. Torej, če imamo tak vzorec snovi, lahko si mislite kapljico vode, potem so ti dipoli prostorsko neurejeno postavljeni. Verjetno veste, zaradi termičnega gibanja, višja je temperatura, bolj so te molekule nemirne, njihova orientacija je, bi rekel, čisto naključna, torej kaotično. Ne vidimo neke, bi rekel, prednostne orientacije. Tole bi bila situacija,
v slučaju, ko taka kapljica vode, rečemo tudi alkohol, ima polarne molekule. Torej, v odsotnosti polja te posamezne celice, molekule, ne izkazujejo kakšne prednostne orientacije, to se pravi, nekako njihove orientacije so razmetane. Zdaj, če pa to zadevo izpostavimo nekemu električnemu polju, zdaj bom tole, samo takole schematično malo prikazal. No, takrat pa lahko govorimo o neki urejenosti. To se pravi, lahko rečemo, da se v povprečju te celice obrnejo v smer polja, ampak ne tako, da bi bile zdaj kar vse postavljene v smer polja, ker imamo tukaj še vedno to termično gibanje, ampak neko povprečje pa je v smer polja. Se pravi, bi mogoče takole skicirali, vsako morda za malenkost zavrtel. Takole. No, če bi pa te celice zdaj gledali, bi pa lahko nekako rekli, da v povprečju izkazujejo orientiranost v smeri električnega polja. Tukaj bi rekli, da je pa mogoče takole s telem označimo kot povprečje, neko krajevno povprečje znotraj vzorca. Tukaj bi pa rekli, da je to povprečje enako nič. Torej ne vidimo, ne čutimo oziroma ne zaznavamo kakšne prednostne orientacije. Takole. No, če gremo k drugemu tipu odzivanja, ki je značilen predvsem za trde snovi, plastike, tefloni, gume in tako naprej, tudi les in podobne snovi, ki so izolacijske narave, potem bi takole lahko rekli. Se pravi, v odsotnosti polja si lahko atom modelno predstavimo na tale način. Torej, kot jedro z tem elektronskim omotom. Elektronski omot. No, v prisotnosti električnega polja, si pa verjetno predstavljate, glede na lahko strukturo elektronov, bo verjetno se zgodil izmik oblaka elektronov v nasprotni smeri električnega polja. Se pravi, morda nekaj takšnega. No, ker je center minusov na istem mestu kot center plusov, je pravzaprav ta dipoljski moment tukaj enak nič. Torej, atom je nekako scentriran, torej ne izkazuje dveh težišč, ampak eno težišče, v katerem so plusi in minusi. No, tule pa vidimo, tukaj pa imamo nek dipol, torej center minusov je tule, center plusov tam, to se pravi, jaz lahko navzven en tako, rekel, deformiran atom modeliram kot dipol. No, tukaj so bili dipoli že permanentno prisotni, se že beseda permanenten, stalen, že od nekdaj, tudi permanentni magnet, torej namagneten že kar nekaj časa, trajni magneti. Torej, permanentni dipol in pol je tak dipol za suče. No, tule pa prej ni bilo dipola, ampak ga je polje šele naredilo. Torej, polje je izvalo ta dipol. Se pravi, da je to na nek način induciran dipol, povzročen s samim poljem. No, bi morda šli še k tretji možnosti, ki je značilna za
za snovi z ionsko vezjo, kot so primer kristali, a ne? In morda bi vzeli kar ta natrijev klorid, a ne? Se pravi, če bi morda to rešetko poskušali malo predstaviti. Natrij je pozitiven, klor negativen, ne? In tako naprej, ne? No, približno tako, ne? Torej, če taka snov ni izpostavljena električnemu polju, ne, potem je ta rešetka, bi rekel, nekako simetrična, ne, tudi v globino, ne, se tako ioni izmenjujejo, ne, pozicije. No, seveda, ta s tem nekako oblikuje dipol. Dipol z dipolskim momentom v levo. Ta s tem dipolski moment navzgor in tako naprej, ne. Ampak, bi rekel, v povprečju, ne, v povprečju, v nekem vzorcu, lahko rečemo, da je vsota teh dipolskih momentov enaka nič, ne. No, zdaj, če pa to rešetko izpostavimo poljski jakosti, a ne, pride pa do rahlega izmika ionov iz tistih, bi rekel, izhodiščnih leg. To se pravi, natrij gre rahlo v desno, klor rahlo v levo, ne. No, to pač poskušajmo malo nakazati, a ne. Takole, to se pravi, natrij v desno, klor v levo. In seveda še po celi strukturi tako. Približno takole, ne. No, seveda, natrij imaš 6 sosedov, klor tudi 6, a ne, če tako pogledamo, a ne. To se pravi, če bi vzeli šestino tega naboja, pa šestino tega naboja, ne, bi dobili dipolski moment tega para, a ne. In ta dipolski moment bi bil, pač rečemo, takole v levo, a ne. No, ena šestina tega pa ena šestina tega dela pa dipolski moment v desno, ker je pa razdalja večja, je tudi dipolski moment večji. Torej, tema dvema pripada večji dipolski moment. Spet tema dvema manjši. In tako naprej, ne. Tale večji, a ne, tale manjši, ta spet večji, a ne. In kaj zdaj vidimo? Če si mislimo en tak vzorec, a ne, če je bil tule dipolski moment v povprečju enak nič, zdaj vidimo, da imamo tule neko prednostno smer, ne, lahko govorimo o nekem rezultančnem morda dipolskem momentu v tem vzorcu, ne, pač nek vzorec takšne snovi. No, kaj pravzaprav vsem tem trem
tipom odzivanja snovi skupno. Vsem je pravzaprav skupen model, kako to, bi rekel, lahko na koncu zapakiramo. Torej, ta odziv lahko vedno zapakiramo v modelnem smislu z dipoli, z dipolskimi momenti. Torej, dipol je pravzaprav skupni imenovalec teh odzivov. Seveda, če tule govorimo o ionski polarizaciji, potem moram povedati, da se poleg izmika ionov zgodi tudi elektronska polarizacija. Torej, pri ionski imamo prisotno tudi elektronsko. Pri dipolski imamo prisotno tudi elektronsko. To se pravi, dipol se zasuče in tudi težišče plusov in minusov znotraj, rečemo, kisika vodika, se izmakne. Torej, v resnici imamo vedno opravka s kombinacijo. Ampak lahko pa govorimo o enem odzivu, ki je za določeno snov, bi rekel, prednosten ali pa prevladujoč. In zdaj, če se vrnem na to začetno sliko, potem lahko rečemo, ko en tak izolant postavimo v električno polje, si lahko predstavljamo, da bo tukaj se zgodil nek izmik nabojev in da lahko te izmike nabojev modeliram z dipoli. In tisti dipoli bodo dobili orientacijo v smeri polja. To se pravi, jaz bi lahko tukaj nekako rekel, aha, jaz lahko ta odziv zdaj modeliram z eno takole, bi rekel, reakcijo. Se pravi, kot da imam jaz zdaj v tem plastelinu pravzaprav izmaknjene naboje in ti pari nabojev mi oblikujejo dipole, s tem pa tudi dipolske momente. No, seveda, ti dipoli, to smo pa tudi povedali, vsakemu dipolu pa pripada svoje električno polje. To se pravi, se bo k temu prvotnemu, primarnemu polju sedaj prištelo tudi to reakcijsko polje. Jaz sem ga takrat pri prevodniku označil z E1. Nič zdaj razmišljati o smeri tega. Dovolj je, da narišemo vektor in govorimo potem o novem polju. Novo polje E. To se pravi, primarno, reakcijsko in pa novo polje. Torej, v tem sta pravzaprav ti dve temi sorodni. Če dam prevodnik v električno polje, se mi zgodi influenca, to se pravi, se mi zgodijo premiki prostih nabojev, presežka znotraj prevodnika ni, presežek se javlja kot influiran naboj ob površini. No, tule pri izolacijskih snoveh se pa struktura spet praktično hipno odzove, saj za takele premike ne rabimo sekund. To so časi reda 10 na minus 19, 20 sekunde. To so premiki, ki so tisočinka nanometra morda. Tako, torej primarno, reakcijsko in novo polje.